Tudi vas vse prav lepo pozdravljam v imeni našega odrešenika Jezusa Kristusa, drugo nedelo v tom letu. Hvala Gospode za vsakoga, što je leko tu. In zahvalimo Gospodu tudi za tiste, što ne morejo biti med nami. Dosta je bolezne, dosta je stvari, što enoga ali drugoga doj zadržijo. In znate, to je ne, kad bi zdaj nika proti delali. Pač pa to je to, ko se človek dogaja zavolo toga, ko se je zgodilo tam v Edenskom vrte. Dokeč je človek poslušal Božji glas, je bilo vse vrede. Da je začel poslušati drugi glas, tisti stranski glas, tisti zavajajoči glas, od tistega časa je vse narobe. Ali zato je prišel Jezus. Ka znova vzpostavi tej Božji red v mojem in v tvojem življenju. In naj bo proslavljene, naj bo povzdignjene v mojem in tvojem življenju vsakom trenutku in na vsakom mestu. Prehod v novo leto. Smo že opravili tej prehod v novo leto? Ali se pa še spominjamo starega leta? Znate, včasih je bil takšen govor, takšen rek, da smo se spominjali tistega, koliko je nazaj bilo, koliko je bilo včasih, koliko je inda fajn bilo. Je inda fajn bilo? Ali pa je gnes fajn mene v Božoj prisotnosti? Ja, včasih je bilo včasih, ali gnes je den, šteroga nam je dal Bog. Gnes je den, šteroga izkoristimo za Božjo slavo. Če nam jutro da Bog novo milost, jutro da novi den, šteroga naj izkoristimo na njegovo slavo. In hvaležen sam Gospode, kad smo leko imeli že na začetki toga leta med nami našega dragoga brata Štefana Papa in bili ohrabreni skozi Božjo besedo. Štero nam je gučo, smo bili ohrabreni za to, ka bi tu mi živeli, to, kako nam Božja sveta reč naroča. Prvi večer smo videli skozi Božjo besedo odziv Marije, štero je Bog izbral, štero je On izbral za nalogo, štero je Bog želo, ka se izpune skozi njeno življenje. Tu ob Božiči smo od toga gučali, ne dolgo nazaj, 3 tedne nazaj. To je že davno nazaj, gelte? Koliko je inda fajn bilo? Hvala Gospode, ka je njegova reč živa. Ne bila samo inda, ne bila samo te, da smo ještě bolj z navdušenjem služili Gospode, pač pa tu gnes leko z istim navdušenjem služimo njeme zavolo toga, ka Bog je včeraj gnes in na veke iste. In naj to bo v mojem življenju in tvojem življenju. Marijin odgovor na angelovo sporočilo glede njene bodočnosti je bil kak? Gospodova služabnica sem. Gospodova služabnica sem. Ne sama svoja, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoje besede. Dragi moji, to bi mogel biti stav vsakoga Božjega otroka. In dogledamo v Biblijo, dogledamo v Božjo drago svetu reč, ne v to, ko se eden ali drugi predstavlja, pač pa v Božjo drago svetu reč, te vidimo različne odzive ljudi, štere je Bog pozval, štere je Bog izbral, štere je Bog koj naročil, štere je Bog koj spregovoril v njovo življenje. Vidimo različne odzive ljudi, kako so se odzvali na to, ko je Bog džal v njova življenja. In znamo pa tudi iz svojih lastnih življenj, iz svojih lastnih izkušenj, kakšen je bil moj,
kakšen je bil tvoj osebni odziv na Božji govor v tvoje lastno življenje. Kakšen je bil tej odziv? Je, dragi moji, bil tej odziv dober? To, kako se je Bog to zamislil. In dragi moji, znajmo, zavedajmo se toga, ka vsaki odziv, pa na kakšenkoli odziv se odzoveš, prinaša posledice. Ma posledice. Ene posledice so bolj očitne, bolj vidne, bolj odmevne. Ništere posledice so ne tako odmevne, so ne tako velike, so bolj male. Ali ne ide pa se tu samo za naše privatno življenje. Zavolo toga, ka vsi mi, vsaki med nami, ne živej samo enega privatnega življenja, pač pa vsi mi živimo tu javno življenje. Vsi mi živimo tu javno življenje, torej smo vidni smo, kjerkoli se nahajamo. Kjerkoli mi smo, ljudje, drugi, sošolci, prijatelji, znanci, sodelavci, oni nas vidijo. Torej živimo javno življenje. V molitvi Oče naš vidimo, kakšen stav naj zavzememo v svoje življenje in ko naj tu zavzemajo naše molitve. V Mateji 6. tale je ta molitev zapisana in za nas bi v tom jutri rad povdaril prvi del te molitve. Matej 6. od 9 do 10, tako piše. Tako piše v Mateji 6. tale 9. in pa 10. veršoš. Vi torej molite takole: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Nebeški Oče, hvala tebi za tvojo drago svetu reč, štero imamo zapisano za naše vodilo, ka bi živeli leko eno sveto, tebe popolnoma ta dano življenje. Hvala te za te preštete tekst, za te preštete besede, pomagaj me, kaj izpovem to, ko je tvoja sveta vola, in pomagaj nam vsem, kamo razumeli to, ko ti pričakuješ od vsakoga med nami, in ka ne samo kamo razumeli, pač pa kamo to tu živeli, v vsakom dnevi, vsakom trenutku in na vsakom mestu. In zdaj, prele, kako smo gledali v Božjo besedo, se spominamo se tudi tistih, štere ne ide dobro, štere so v betegi, štere so v potrebščine svojega življenja in jih prinašamo pred tebe, svetoga, živoga, pravičnega Boga. In te prosimo, v ponižnosti te prosimo, dotekni se vsake te potrebe, dotekni se vsakoga življenja, da zaistino vsaki čujte tvojo blizino, tvojo prisotnost. In se zaveda, kad ti, sveti Bog, skrbiš za vsakoga. Daj nam tvoj mir, daj nam tvojo modrost, živeti eno sveto življenje in daj nam potrpljenje, kad pričakujemo tvoje odgovore na vse to, ko ti želiš, kad naj mi živimo. Blagoslovi nam tvojo reč in daj nam jo razumeti in živeti po njej. Amen. Amen. V teh besedah, štere smo prešteli, je nekaj pomembnih stvari zapisanih, štere mislim, ka se toga premalo zavedamo. Kako pomembno je to v naši življenji, kad to, ko smo tu prešteli, kad to tu upoštevamo, kad to prenesemo v svoje življenje in tako živimo. Kot prvo, tako, če bi nam Jezus želel dopovedati, mene in tebe, vsem nam, ka ne se eno s kakšen stavom, na kakšen način
pridemo pred Boga, kako se do njega obnašamo. Želim si le, da vedno si z menoj. Tok smo popevali v Koroše. Želim si le, da vedno si z menoj. Si ti osebno vedno za njim? To je drugi del, na katerega si tu moramo dati odgovor. In naj Gospod da moč mene in tebe, kad smo v naših življenjih, tu mi, sikdar z njim. On je sikdar z nami. Ali, kad smo tu mi, sikdar povezani z njim. Tako kot to on pričakuje od nas. In dole on pravi, Jezus pravi, kad smo mi ne sami svoje, pač pa imamo enoga očeta v nebesaj, šteri je nad vsem. Šteri je nad vsem. Če bi bil tvoj oče veliki znanstvenik, zamisli si, kakšen veliki podjetnik, veliki znani politik, ali pa zdravnik, kako bi se ljudje do njega obnašali? Kako bi se ljudje do njega obnašali? Jaz sem siguren, da večina bi imeli do toga človeka eden odnos spoštovanja do njega, torej bi bil nekak spoštljivi odnos do njega. Ko pa domolimo molitev, Gospodovo molitev Oče naš, ali se mi dejansko zavedamo, pred koga mi prihajamo? Se zavedamo, pred koga mi prihajamo v toj molitvi? Jezus nam tu to naglaša, ka molitev so ne samo naše izgovorjene besede, pa so to besede namenjene Bogu, živome Bogu, svetome, pravičnome in pa tu ljubeznivome in usmiljenome Bogu. Našome nebeškome očete. In zato dole prave, naj se tej razgovor z tem Bogom, naj se upravlja v enoj svetosti, zavolo toga, ka Bog, pred katerega prihajamo, je sveti Bog. In edino tak bo moje, tvoje življenje. Bo skozi moje in tvoje življenje, to je njegovo ime posvečeno. Če bomo mi v enoj svetosti prihajali pred njega, ne s kakšnimi koli besedami, ne s kakšnim koli stavom, torej je potrebno iz svojega življenja odstraniti, dovolite Svetome Duhu, kad tu noter napravi tisto spremembo, kad tu noter napravi eno čistilno akcijo, kad tu noter pospravi vse, ko je potrebno pospraviti, postaviti na pravo mesto, kad bi leko te odnos s svetim, živim Bogom bil postavljene na prave temele. Zakaj je to potrebno? Mnogi dnes tome ne posvečajo nikše pozornosti. Vseeno jim je, kakšno je njihovo življenje. Živejo tako, kako smo tu v uvodi čuli, živejo na takšen način, kako je zapisano v prvom delu prvega pisma Korinčanom 6:12. Vse mi je dovoljeno. Ali Bog mene, tebe resno se dovoljuje? Ja. Ali jaz in ti imava izbiro, kako va odreagirala? Jezus tu povdarja še nekaj zelo važnega,
s čimer se more prej ali slede soočiti vsaki človek. Prihaja namreč Božje kraljestvo. Ga pričakujemo? Ga pričakujemo z veseljem? In tej poziv, pride tvoje kraljestvo, ne bi smel biti za nikoga samo postranska stvar, pa pride tvoje kraljestvo. Ne samo, ka prizivamo, ka naj pride Božje kraljestvo v moje, v tvoje življenje, pač pa naj bo vsikdar v mojem in tvojem življenju to zavedanje, ka sam del nebeškega kraljestva, ka sam del toga. Ti si del toga, zavolo toga, ka si Božji otrok, si Božji sin, Božja hčerka. Ti si del nebeškega kraljestva. Jezus je v času svojega delovanja na zemlji imel dosta srečanja s svojo opozicijo. S tistimi, štere so ga vsikdar nika popravljali, vsikdar so želeli nika noček v njegovom življenju napraviti. In ob eno takšno srečanje je bilo tu izpostavljeno pitanje glede Božjega kraljestva. Bilo je postavljeno, naprej prinešeno tu pitanje glede Božjega kraljestva. To je zapisano v Lukače v 17. tale, 20. pa 21. veršoš. Tom je zapisano, ko so ga farizeji vprašali, kdaj pride Božje kraljestvo, jim je odgovoril. In barzaj poslušamo Jezušov odgovor. Da pride Božje kraljestvo? Jezušov odgovor je bil takšen. Božje kraljestvo ne pride tako, da bi zbujalo pozornost. Leko to razumemo. Ne pride tako, da bi zbujalo pozornost, da bi bil eden veliki rom-pom-pom, zdaj pa pride Božje kraljestvo. Tudi ne bodo govorili, glejte, tukaj je ali tam je. Kaj ti glejte? Božje kraljestvo je med vami. Aleluja. Božje kraljestvo je med vami. Božje kraljestvo je tu. Razmišljaš to? Se zavedaš toga, kaj je Božje kraljestvo tu? Zdaj, v tom jutri. Zdaj, v tvojem življenju, v tvojem domu, Božje kraljestvo je med vami. Božje kraljestvo, dragi moji, je tom v tistom življenju, v tistoj skupnosti, gdje Bog kraljuje. Gdje je Bog vladar, gdje je On vrhovni vladar, ali Bog resnično kraljuje v tvojem osebnem življenju. Je On tvoj vladar, vladar tvojega doma, vladar ete cerkve. Vse Božje kraljestvo nahaja tu, noter v mene, v tebe, med nami. Zakaj je Jezus to tako odločno, tako jasno pravo? Zavolo toga, kaj je On, kralj vseh kraljev, bil tam prisoten. Zavolo toga je On to tako jasno pravo, kaj Božje kraljestvo je med vami. In On, dragi moji, On je prisoten tu gnes. Po svojem svetom duhu prisoten je v mojem in tvojem življenju. Torej je tu Božje kraljestvo prisotno.
Ne samo, a Bože kraljestvo bo, ja, mi čakamo Bože kraljestvo. Ne, tu je Bože kraljestvo za voljo toga, kad Bog prebiva v mojom in tvojom življenju, kad On kraljuje tu. In tu je Bože kraljestvo. Bože kraljestvo je prisotno tom, gdje ljudje živejo v skladu s pravili Božjega kraljestva. Če je nekak član enoga društva, na kakšen način ga priznajo, kaj je član tistega društva. Če da se držo statuta ali pravil tistega društva. Če da delo po svoje, do njim pravi, naško, ti ide kroj od nas, ti ide, ti ti se ne držiš toga, ko mi zagovarjamo, ko se mi obnašamo, torej ti, za voljo toga, kad se toga ne držiš, ne mreš biti naš član. Bože kraljestvo je tom, gdje se človek drži navodil Božjega kraljestva. To je prvi del Jezušove molitve, pa se tu nadaljuje. Jezus pravi še nekaj, za koj se more človek odločiti. Ko ne pride samo po sebi, človek, jaz in ti se moramo odločiti. Za voljo toga, kad od tvoje, od moje odločitve je odvisno nadaljnje dogajanje. Če boš se odločil, kad ideš delat izpit za avto, te boš v bodočnosti leko avto vozil. Seveda, če te izpit napraviš. Boš leko v bodočnosti avto vozil. In tok dole bi leko našteval primere, ko ena odločitev prinaša za sjav. Pridi tvoje kraljestvo. To je bil eden poziv. Ali ena molitev, noj pride njegovo kraljestvo. In dole ti pravi tok, zgodi se tvoja volja. Zgodi se tvoja volja. Dragi moji, že treću pot v tom prvom dele molitve Oče naš je povdarjeno tvoja, ne moje. Posvečeno bude tvoje ime. Znači, skozi moje življenje bo Bože ime posvečeno. Pridi tvoje kraljestvo. Ne toliko si ga predstavljam, pač pa toliko Bog dava. Ko je njegova vola. Pridi tvoje kraljestvo. In ti treća stvar, zgodi se tvoja volja. Haleluja. Ali nucamo ještě več argumentov, kad se podredimo njeme, kad izpolnjavamo njegovo volov. Zgodi se tvoja volja. Čina vola se godi v mojom, v tvojom življenju. Čina vola se godi v mojom in tvojom življenju. Eno zelo resno vprašanje, od šterega je odvisen izhod cele situacije naših življenj. Zato, ker ne ide se samo za tu, ide se za večnost. Jezus nam tu razlaga, kakša je ta vola, ko je ta vola, kako naj ta vola izgleda, pravi dole tok. Zgodi se tvoja volja, kakor je v nebesih, tako na zemlji. Jezus želi in ne samo želej, pač pa pravi, noj tok bo. Noj tok bo. Kak je v nebesaj, tok noj bo tu na zemlji. In kak je v nebesaj? Slavljenje, proslavljanje, čaščenje Boga, svetoga
Boga. In to je njegova želja, njegova vola tudi za to zemljo, tudi za moje, za tvoje življenje. Torej, je Božje kraljestvo z vsemi posledicami tu prisotno. V mojem, v tvojem življenju, v naši domovi, v našoj cerkvi, v celoj skupnosti. Domolimo Gospodovo molitev, mi pravzaprav to molimo, ka na zemlji bo, je na zemlji Božje kraljestvo, ka na zemlji bo, je, se udejanja Božja vola. Ko sem jaz, ko si ti pripravljeni včiniti za to, ka se udejanja Božja vola tu na zemlji. Bog to želi. Bog želi, je njegova vola tu na zemlji. Se udejanja. Zakaj pa je tok noček, tok drugače? Zakaj se dogajajo čista druge stvari, kot pa Božja vola? Zakaj toliko nasilja? Zakaj toliko vojn, gorja? Zakaj toliko bolečin? Dragi moji, zavolo toga, kad človek te molitve, Jezušove molitve, ne izjev za resno v svojem osebnem življenju. Zavolo toga, kad ne napravi nika, kad bi se to leko udejanilo tu in pa zdaj. Večina ljudi ne napravi nika, kad bi se to, ko Jezus pravi, zgodilo na toj zemlji. Zato se dogajajo takšne skrbi, stvari in Bog želi. Dragi moji, Bog želi, Bog pričakuje, kad je in ti poskrbiva, kada se njegova vola zgodila najprej v našem osebnem življenju, mojem, tvojem osebnem življenju in tok tu življenje naših domov in da se tok ta vola širila. Ljudje do to videli. In Bog daj, kad tu to posnemali. Marija je to razumela. Marija je to razumela in se je odločila, Gospodova služabnica sem. Zgodi se mi po tvoji besedi. Ona je pravila, Boge, noj bo po tvoje. Noj bo po tvoje. Noj bo to, kak ti praviš. Noj bo po tvoje. Dragi moji, v Bibliji imamo na več mestih zapisane takšne odločitve. Da je Jezus bil v Getsemanih, se spomnite tistega dogodka, je prosil svojega oču. Prosil je svojega oču, če je mogoče, če obstaja kakšna druga opcija, in njeme ne treba iti skozi to, ko je pred njim. Ali to je ne cela molitev, ko je Jezus tom molil. To je ne vse. Poč pa dodaja še nekaj več. Matej 26, 19. veršoš in pa 42. veršoš je to zapisano. Moj oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene. Vendar ne, kakor jaz hočem, ampak kakor ti. To je cela molitev. In dole 42. veršoš, moj oče, če ta kelih ne more mimo mene, če ta kelih ne more mimo mene, ne da ga pijem, naj se zgodi tvoja volja. Naj se zgodi tvoja volja.
se v mojom, tvojom življenju dogaja njegova vola. Pogledajmo še en primer iz stare zaveze in reakcijo človeka, kateri je spoznal, se je zavedal Bože pravičnosti in Bože svetosti. Spoznal je glede svojega življenja, ko je Božja pravičnost, ko je Božja svetost. To je bil dogodek v ranoj mladosti Božjega človeka Samuela, kateri je komaj začel služiti tam v templje, da je bil duhovnik Eli. Bil je en stari duhovnik tam službujoče in tej mladenec Samuel je začel pred tem starim Božjim služabnikom, je začel služiti. Tam sta služila tu dva Elijova sinova, štereva sta pa ne bila to, ko bi kot duhovnika morala biti. Štereva sta ne bila to, ko je Bog pričakoval od njivaj. Štereva sta ne izpolnjavala to, ko je bila Božja vola za njivajno življenje. In enoga dneva je prišel k tome službujočemu duhovniki Božji mož. Prišel je ta Božji mož, šterenje mi je prav vse tisto, ko ne bilo dobro. In ko, da Bog v bodočnosti včino kot posledico njuvoga delovanja. Kot posledico toga, ko se je te dogajalo. Se spomnite, kako pravi naša vodilna vrstica za to leto? Galačanom 6:7. Ne slepite se, Bog se ne pusti zasmehovati, kar bo človek sejal, bo tudi žel. Tistiva dva človeka sta sejala prezir do Gospodovih daritev. To piše v 1. Samuelovoj knjigi v 2. poglavju. Doma lahko to preštejte. Gospod pa je še nekaj drugega pravo tiste, ki me častijo, častim, kateri pa me zaničujejo, bodo osramočeni. Kar bo človek sejal, bo tudi žel. In to Božje opozorilo je Bog še enok potrdil, še enok je napovedal kazen za zasmehovanje Boga. To pa sta delala tisteva dva Elijoveva sinova. In to prvo sporočilo, štero je Samuel dobo. Zavedajmo se, kako resno je bilo. To prvo sporočilo, štero je Samuel dobo od Boga, prva naloga, štero je on dobo, štero je mogel prenesti Elije, je bilo glito. Kada Bog ne da pusto to nameri. Ne da pusto to, kako se to dogaja. Ne da gleda v nedogled toga, ko se nekako dovoli. In zavolo toga, kaj je tej duhovnik pozno Boga. Pozno je Boga. Znal je, što je on in kakši je. Znate, kako se je tej duhovnik Eli odzval na tisto Samuelovo sporočilo, štero je pravo Bog, da to, kot je tisti Božji človek že te davno nazaj pravo, Bog, da to v kratkom izpuno. Znate, kako se je tej duhovnik odzval? Pravi to, on je Gospod. On je Gospod. Naj stori, kar je dobro v njegovih očeh. In če bi šteli v 1. Samuelovoj knjigi 4. poglavje, bi videli, ko se je zgodilo. Preštite tej dogodek. Tej duhovnik, oba njegovega sinova, 30 gezaru Izraelcov je bilo mrtvih. In še
Skrinja zaveze je bila odpeljana k njihovim sovražnikom. Dragi moji, to je bilo to, ko je tej duhovnik odreagiral na Božje sporočilo in je provotok, je Gospod. Je Gospod, naj včini, koliko je dobro v njegovih očeh. V tistem času je to bilo dobro v Božjih očeh. V Jezušovom primere po njegovoj molitvi, moj oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, vendar ne kakor jaz hočem, ampak kakor ti. Ko je v Jezušovom primere se zgodilo? Jezus je mogel iti na križ. Jezus je šel na križ z vsem tistim, ko je to prinašalo, z vsem tistim trpljenjem. V Marijinom primere, ko se je zgodilo? Narodil se je moj in tvoj odrešenik. Narodil se je moj in tvoj odrešenik. Dragi poslušalec, do Bog pred tebe postavlja odločitev, domaš na izbiro. Bog nikdar ne pravi moraš. Bog te dava na izbiro. Domaš na izbiro. Poslušaj njega. Poslušaj njega. Odzove se na njegov klic. Dovoli njeme, ka njegova vola pride na površje v tvojom osebnom življenju. Dovoli njeme, ka naj izpuni njegovo volo v tvojom življenju. Nihče nikakor Jezus. To so deca popevali. In to je istina. To je največja istina. Nišče je nej to kot Jezus. Dragi moji, če je mogel iti na križ, zakaj ne bi jaz in ti izpolnila njegovo volo v svojem življenju? Dnes je zelo, zelo malo tistih, štiri imajo takšen stav, kot so imele te 3 osebe iz Biblije od 4 sangučov. Večina ljudi je naravnana na to, kar se more moja vola zgoditi. Malo pa je tistih, štiri pravijo, naj bo po tvoje. Naj bo po tvoje. Šteroj skupine si ti. Oče naš, ki si v nebesaj, sveti se ime tvoje. Pridi kraljestvo tvoje. Bojde vola tvoja, kak je v nebi, tak i na zemlji. Kruja našega vsakdanejšnjega, daj nam ga dnes. In odpusti nam dolge naše, kak i mi odpuščamo dolžnikom svojim. In ne vpeljaj nas v iskušavanje, nego oslobodi nas od hudega. Ar je tvoje kraljestvo i moč i dika na veke. Amen. Amen. Gospodova močna roka naj vas spremlja na vseh vaših poteh. Naj vas blagoslavlja in varuje ter izpune z svojim svetim nebeškim mirom. Amen.